I love Dimnik. To je ena oštarija v Trbovljah. Pogrešam ga. Na pire ne hodim. Cele dneve sem doma. Malo tudi speciklam gor v hribe. Ampak veste, danes nameravam vam, ki imate otroke, pa ste na meji, da bi se ločili. Ne se ločiti. Skupaj smo zaradi otrok, ker je to moralno prav. Včasih se ne da. Zobe je treba stiskati, prej se treba pa malo terapirati, konzultirati. En ali pa oba dva se morata sterapirati. Zdaj tako bom rekel, 30% se je zdaj posel tem ločitvenem odvetnikom povečal. Seveda ste skozi skupaj za 4 stenam ali pa v enih garsonjerah, pa 2 tečna otroka, iščete dežurne krivce, neugodja, malo vesolje in pol dežurni krivci, tisti, ki so tam zraven, otroci, tečna baba ali pa tečen dec, ne. In pol se tle not začne dogajati. Kaj vse se začne dogajati? Neugodje kulminira in pol tam jih faše tiske najbližji. Dajte vrečo boksersko, pa se izživljite nad vrečo, ne pa nad najbližjimi, ki bi morali imeti radi, ker so starši ali pa oče, mama vašim otrokom. Zdaj, navadno eden od partnerjev je toliko moder, da bo neutraliziral to pritegnjenost svojega partnerja, v katerega je bil čas zaljubljen, ne, pa zaljubljenost popusti, pa pride na dan, ne glih ljubezen, ne, tudi ljubezen, čeprav Freud nikoli govori o ljubezni, ampak patologija do nasproti spolnega starša, ki smo ga doživeli v otroštvu. Zdaj, jaz sem imel svojo mamo in neke posebne jeze do mame nisem imel kot otrok, ne, zato tolo mojo lahko toleriram v nedogled, ne, zato ker nimam jeze do lastne mame take, da bi kulminirala ali pa eskalirala do ne vem česa. Zdaj, 10 let Rugljeve smrti smo praznovali ali pa so praznovali, jaz sem bil pa časten gost tam v hotelu Lev, 2 leti nazaj, 3 mogoče. Je bilo pa ena obletnica neke knjige je bila in pa se tam enih 100-200 Rugljevcev zbralo. Vsak je imel neko plenarno predavanje, jaz sem bil sam dopoldne gost, nisem imel predavanja, bolj častni gost sem bil, sem pa poslušal neka predavanje. Žal mi je, da nisem Branka Gradišnika poslušal, on je bil popoldan, on je bil kot terapeut Ruglja, ne, uspešen, dober avtor Ljubljanskega maratona, tako rekoč, ne, teči je treba, tudi v teh časih, bežati pred tečno babo, pa tako naprej. No, ampak tudi Sanja Rozman je bila neka koterapeutka ali pa tudi vajenka, zdaj ima svojo ordinacijo. In ta Sanja Rozman je rekla, da se mnoge ženske, ni rekla ravno zaljubijo, ampak si izberejo partnerja natančno zato, ker ima tako slabega fotra in se ni skregala z njim, da zdaj pa si izbere deca zato, da se lahko izživlja nad njim, da se krega s svojim možem, ker se ni skregala s svojim fotrom, zato takrat, ki je bilo to čas, ne. Sem rekel, čakajte malo, opa, roko gor, sem rekel, to pa ni čistko, ne. Ženske si ne zberete v fazi zaljubljenosti moškega zato, da bi se lahko skregala z njim, ker se niste kot deklica ali pa dekle skregali s svojim očetom, slabim očetom. To ne. Vi se zaljubite, ker ima ta vaš partner neke asociativne podobnosti z dobrim očetom. Vse to je nezavedno. Ampak ko faza zaljubljenosti mine, pa pride na dan patologija, ki ste jo imeli kot deklica do svojega očeta. In ta patologija je kriva, ta se oživi, ko poči v zakonu. Ni problem mož. Problem je foter, slab oče, s katerim kot deklica niste imeli dobrega odnosa, oziroma on, oče, je bil dejansko kreten. In potem tega dežurnega krivca
moža uporabljate za to, da se lahko kregate, ne? Tisto patologijo do fotra izživljate na dežurnem krivcu imenovanem mož, partner. Vse obratno je tudi, ne? Če je mož, partner, strašansko jezen do svoje mame, kot otrok bil, potem to ženo, ko neha biti zaljubljen, faza zaljubljenosti mine, ko seks rata monoton, to se vedno zgodi po par letih, 6, 7, 8, 10, večini se to zgodi in potem pa bruhne na dan moževa patologija do lastne mame, ki jo je doživel kot deček. Ne? To je navadno vedno tako. Zdaj pa v teh časih je še bolj zajebano, še bolj večja stiska je, več sprožilcev je, več negativnih lastnosti partner, partnerica pokaže, ker je tudi našpičen oziroma našpičena in potem se sproži tista speča patologija odnosa otroka do nasprotni spolnega starša. To se zgodi. Zdaj pa nezreli ljudje, ali pa tisti, ki imajo težka otroštva, težke družine, težke disfunkcionalne družine, te so najbolj na udaru. In če je eden bolj diht, ta drži ta odnos v teh časih pod kontrolo, drugega pa tam premetava, pa razmetava po stanovanju, ne, in nori. Treba najti taktiko, da se, ta kriza umiri, da se stvari normalizirajo v smislu, da ne bomo skozi skupaj, da se otroci malo prepošljajo v te krožke, pa šole, pa tako naprej. Zdaj pa vsi trpimo, ampak modri, funkcionalno odrasli ljudje, sčamani ljudje, bomo imeli odnose pod kontrolo. Ne, tisti, ki imamo velike hiše, pa dvorišča, pa tako naprej, za nas ni problem. Problem so tisti, ki ste v kletkah zaprti, tam v enih blokih, ne. Tisti morate pa zobe stiskati, zato ker, kaj otroci rabijo? Dva starša, ki se imata dovolj rada, da družina funkcionira. Včasih se ne da. Včasih bi nekdo, eden od partnerov, včasih oba, se mogli sterapirati, da bi sploh skompatibilizirali odnose v družini. Vsaj eden bi se mogel sterapirati individualno, če ne oba. Ampak vsaj eden. In to ne družinska terapija, to pomeni, da gresta dva skupaj, ali pa se dva vključita neke programe, kar je koristno, par. Pejte perko tu, dokler boste v programu, dokler ta boste skupaj. Ko greste pa ven z programa, boste pa spet pes pa mačka. Patologijo je treba predelati in to tisto infantilno potlačeno iz primarne družine. Tisti epicenter dela na sebi. Dela na sebi, kadar rešujete partnerski družinski odnos, kadar rešujete družino. Ker smo skupaj zaradi otrok. Zapomnite si to. Čas se ne da. Amen.